se najdaljša noč v letu. In mi že mislimo na vas, kako boste pripravili silvestrski pogrinjek, kaj vse bo v silvestrskem meniju na vaši slavnostni mizi, kaj bo pričakalo vaše goste. Zato smo se tokrat z oddajo Dober dan, dobri ljudje odpravili kuharskemu mojstru v restauracijo na Ptuj. Gospod mojster Vlado Pignar, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan in lep pozdrav. Povejte nam najprej, koliko časa prej je treba razmišljati in misliti na to, kako bomo postregli naše goste, denimo sedaj za Silvestrovo? Ja, to potrebuje kar nekaj časa. Posebej je dobro, da prvo vemo, koga bomo sploh gostili, da poznamo naše goste, to je zelo pomembno, da vemo sestaviti jedilnik in ko vemo številčno, koliko gostov bomo gostili in tudi koga bomo gostili, potem se pa lotimo priprave jedilnika. Vsekakor pa nekaj dni prej že moramo misliti na to, ne? Seveda. Posebej, če bomo se malo potrudili ali pa vložili več časa v pripravo tega jedilnika ali pa najdaljše noči, je zelo pomembno, da to začnemo že kar par dni prej. Nekje v osnovi je dobro, da si že tako malo okvirno samo v glavi sestavimo tisti jedilnik, da vemo, katera živila bomo uporabili. Mogoče bo tudi kakšno živilo, ki ni tako na dosegu roke v vsakdanji trgovini, ampak bomo rabili kar nekaj časa, da se posvetimo temu, da dobimo. Potem moramo gledati tudi na pestrost jedilnika in na koncu koncev pa tudi moramo gledati malo na zgodovino, naprimer, da vemo, da ne bomo stregli nekaterih jedi, naprimer v najdaljši noči, ki niso pač najbolj za to primerne. Vi ste že mislili na naše gledalke in gledalce in kot predlog ste že pripravili nekaj jedi za silvestrski meni, za silvestrsko večerjo. Kaj vse bomo lahko videli in okusili? Seveda, potrudili se smo, da bi bilo to uporabno, bolj kot vsaj drugo, zato kajti uporabnost, nekako se vedno odločamo za takšne prireditve, tudi to lahko rečemo najdaljšo noč, ali bomo več časa posvetili sami hrani, ali pa bo tudi nekaj časa namenjeno družbi, zabavi in temu, ne. In če se posveti, da pa nekako najdemo tisto pravilno kombinacijo, je najboljše, da za predjed ponudimo različne majhne takšne prigrizke, kot jih imenujemo kanapeje, čist z preprostega razloga, zato ker si jih lahko pripravimo že malo prej, ne, in se potem kasneje posvetimo drugim stvarem, pripravi mize, dekoracij in podobno, ne. Torej, kot predjed bomo okusili kanape, potem pa vidi že juha? Juha, tako bi rekli, juha v takšni najdaljši noči, da pa ne. V bistvu lahko jo postrežemo, ampak nekako izkušnje nam pač kažejo, da juho v najdaljši noči ali pa tudi ob drugih takšnih priložnosti, ne, svečani, če pa že postrežemo, pa seveda moramo izbrati tu eno izmed kvalitetnejših juh, to pomeni, če se bomo odločili za kakšno mesno juho, pomeni, da bomo izbrali kakšen bujon ali kako močno juho, če pa bo še primernejše, pa je seveda neko lahko juho bolj, to pomeni, da nas ne preveč, da čim manj masna, vsebuje manj maščob, lažje živilo, zato ker se v bistvu ne preveč najemo. Če bi tukaj izbrala kakšno, mogoče kakšno dobro cvetačno kremno juho, ki je zelo taka lahka, lahko pripravljena, lahko bi izbrala tu kako malo bolj, če bi hoteli spet malo izstopati, se malo bolj potruditi, bi lahko izbrala kakšno škampovo juho, kakšno orehovo juho, to so take juhe, ki jih mogoče v običajnih dneh malo manj srečamo. Takšno najdaljšo noč bi pa bila primerna. Silvestrska večerja je posebej slovesna večerja, posebej slovesni prigrinjek, med morda še kakšnim pomembnim dogodkom v letu? Ja, tukaj, če gledamo za nas, ki se kulinarično
pač zelo bogate dnevi, so seveda to tudi božični prazniki, ki so bili pred nami, potem tudi tam je več takih praznikov v letu, ki se pač kulinarično bolj bogato pripravlja in se tudi več časa porabi za to. Če bi postregli juho, potem pride verjetno glavna jed, ne? Tukaj je odvisno spet od jedilnika, koliko smo si namenili časa, da bomo pač porabili za hrano. Lahko bi pripravili tudi toplo predjed, bi lahko ponudili po juhi. Za toplo predjed ponavadi ponudimo spet nekaj manjšega. Predjed v osnovi že sama pove, da damo nekje tam res 1/3 normalne porcije, toliko v bistvu, da malo dobimo tisti apetit, ne, za glavno jed, nekaj malega. Tudi moramo paziti, da je tu časovni razmak nekje primeren, pomeni vsaj enih 45 do 1 uro vmes, ko damo toplo predjed. Do glavne jedi. Ja, do glavne jedi. Za toplo predjed je primerno v bistvu vse. Razen moramo paziti, da pač ponudimo v manjših količinah in tako. Ne. To pomeni, da po topli predjedi že lahko malo zaplešemo. Vsekakor. In tukaj seveda ne smemo pozabiti, ki bomo tudi malo kasneje še omenili nekaj tudi vino, ki gre k hrani, ne, in posebej, če še damo temu eno težjo, temu dogodku, imamo potem možnost, da ko topli jedi ponudimo samostojno vino in pri glavni jedi, ki je pa seveda glavna, ne. Vedno pa moramo izhajati, kadar začnemo se pripravljati za dogodke, naj si bo to daljšo noč, kakšne druge svečanosti, da sestavo jedilnika vedno začnemo pri glavni jedi. Zato, ker glavna jed je tista finalna, bi rekli, ki nam pač največ da, zato vedno začnemo pri glavni jedi, ne, in potem gremo proti juhi in kasneje še proti sladici in mogoče še celo kakšne sire ponudimo zraven. Kaj ste se vi odločili pripraviti za glavno jed, za našo silvestrsko večerjo? Za našo silvestrsko večerjo smo se potrudili, da bomo ponudili 3 različne vrste mesa. Res, da običajno ni toliko, ampak danes, da malo predstavimo več tega in tudi potem lahko ponudimo zraven več različnih vrst vina in da tudi slišijo gledalci, da vidijo, če imajo mogoče samo eno vrsto, kaj bi k tistemu ponudili, če imajo 2 ali pa 3. Mi bomo pripravili seveda nekje tradicija, da je poudarek na perutnine in bomo pripravili račja prsa za glavno jed, potem bomo pripravili ocvrte piščančje roladice z bučnimi semeni in pa goveji file z tartufi. V bistvu za prilogo bomo pripravili zdrobove hrustavce in pa nekaj čist lahkega zraven pečene zelenjave na žaru. Torej, glavna jed, potem pride, so tudi priloge, zraven solate? Seveda ponudimo priloge zraven, res da moramo opaziti, da posebej, če smo bogato že dali glavno jed, da res nekaj bolj lahkega. Za prilogo smo rekla še malo pečene zelenjave lepo na žaru. In pa seveda solata je tukaj skoraj vedno pač zraven, sodi zraven, ne. Ni pa tudi obvezno, ampak priporočljivo pa je. Spet tukaj imamo v tem času, gledamo spet bolj bogate, naprimer kakšen motovilec, rukolo, kakšne izpeljanke iz teh v bistvu malo solat, ki jih ne srečamo v bistvu vsak dan, tako da se potrudimo tudi z tem. Kaj pa sladice? Sladice, pri sladicah moramo biti pazljivi, kajti da ne smemo v bistvu, da bi dali kakšne premočne sladice, zato ker je potem lahko problem, da ne bomo mogli uživati bolj dolgo, vemo še... Baklava bi bila premočna. Premočna. Tudi kakšne maslene sladice niso priporočljive, bolj kakšne lahke, pomeni kakšna šarlota, kakšne sadne take. Kombinacija z sadjem so zelo, bomo rekli tako, priporočljive v takšnih nočeh.
No, kakšno vino se ponudi za takšno priložnost, o tem bova še spregovorila. Tudi vaš natakar Sandi bo prišel na pomoč pri razlagi, predstavitvi tega. Tukaj je že pripravljen slovesni, praznični pogrinjek, kar za 6 oseb. In kaj vse to sedaj pomeni? 3 vilice, 3 vilic, 3 noži. Kako gre to vse po vrsti? V bistvu čist enostavno je, tudi če nismo poznavalci tega in se srečamo z takim razširjenim ali svečanim pogrinjkom, je včasih dobro, da če nismo sigurni, malo pokukamo k sosedu, ne, in vidimo, če je poznavalec, sledimo njemu, drugače pa je najlažje vedno začnemo od zunaj na znotraj in to pomeni, da ne moramo nikoli zgrešiti. Ne. To pomeni, ko nam prinesejo prvo jed, enostavno vzamemo pribor iz zunanje strani in ga enostavno odložimo. Ne. In potem tako dolgo, dokler pač nam ne zmanjka pribora, pomeni, da bodo nam nosili vedno jedi. Bo še trajalo. Tako da je v bistvu to dokaj preprosto. Je pa res, da če nismo pa najbolj sigurni v sebe in da nismo v neki negotovosti, je dobro, da malo samo sledimo tudi ostalim in vidimo in se enostavno lepo vključimo, da ne bo nihče opazil, da nismo tako vešči takšnih pogrinjkov, ampak večinoma mislim, da s tem nima težav. Kaj pomeni ta veliki krožnik? Tale veliki krožnik enostavno imenujemo podkrožnik. Ne. To pomeni, da tale krožnik ostane na mizi do konca, zato ker nam gostje natakar prinese hrano in bo nam vedno odložil na tale veliki krožnik. To pomeni bolj svečano, malo bolj tako, ne za vsakdanje dogajanje. Kaj pa tale prtiček? Tale prtiček, platnena seveda, pomeni, da nimamo papirnati sevedk, ampak uporabljamo te platnene sevede. To je seveda nivo višje, tako da je zelo priporočljivo. Mislim, da bomo ga, če bomo povabljeni ali sami pripravljali kakšen svečani pogrinjek, je zelo priporočljivo, da jih uporabimo, zato ker brez tega skoraj ne gre. In potem, če še imamo časa, tudi lahko pripravimo jedilni list, pomeni, da gosto, ki pride, v bistvu že na začetku bo vedel, kaj ga čaka, kaj dobi. Na desni strani vedno napišemo vino, ki bo se streglo k jedem, na levi strani pa pomeni, da so napisane jedi. A je primerno uporabiti jedilni list tudi v domačem okolju? Seveda je primerno, zakaj pa ne. Danes, ko imamo vse povsod doba računalništva, če že nismo mi toliko vešči, imamo sigurno otroke, ki to rabijo par minut in se to res da lepo pripraviti. Ne? Verjetno so kakšne zakonitosti, kako se zlaga te prtičke, kako se jih zvija? Zakonitosti ni. To je v bistvu, tako kot se vse posod spreminja, moda, vse ostalo je tudi potem tole prepuščeno lastni domišljiji. Nekje mogoče zakonitosti so s priborom, drugače pa, da bi pa bila zdaj postavitev točno, vedno pač pazimo, da je kakšen pol centimetra od roba noter, to pa čist preprostega razloga, da ko se malo premikamo, da nam ne to leti po mizi, drugače pa nekih zakonitosti glede tega, da bi rekli, zdaj pa mora biti točno na desni strani. Je nekaj res, da nikoli na enem pogrinjku ne smeta biti 2 žlici. To pomeni, če bi bilo na primer za toplo predjed, da bi uporabili žlice, to pomeni, da bi imeli kakšne testenine z kakšno polivko ali s čim, potem bi nam mogli za juho prinesti posebej žlico, zato ker na enem svečanem pogrinjku 2 žlici nikoli ne smeta biti. Pri enem pogrinjku kar 4 kozarci. Seveda, to pomeni kozarec za vodo, kozarec za belo vino, kozarec za rdeče vino, tako da so tu kozarci različni, tako da mora biti. Najmanj pa moramo dati seveda 3 kozarce, če že ne več. Zato ker
Ponavadi bomo stregli ob enem svečanem jedilniku, mogoče dve vrsti vina, pomeni, da moramo imeti najmanj dva, ne? Če bi se mi pogledali, da pa imamo tukaj več vrst vina, pa rabimo seveda več vrst kozarcev. Mojster Vlado, že diši iz vaše kuhinje. Še predtem bova ponudila gostom aperitiv. Kakšen aperitiv je primeren? Ali se lahko ponudi v istem prostoru, kjer bodo gostje za slavnostno mizo? Za aperitiv je vedno priporočljivo, da se ponudi nekje, kjer se gostje zbirajo. To pomeni, da posebej, ne za mizo, če le možno, ne. Se vemo, da včasih nam prostor ne dopušča, drugače pa je nekako vedno tako, da goste sprejmemo, jim damo možnost, da nekje odložijo svoja oblačila, pomeni plašč, in ko se vračajo, ko odložijo oblačila, pomeni, da bomo jim ponudili aperitiv. Aperitiv v tem času je seveda skoraj nikjer, ali pa je najbolj priporočljivo, pomeni kakšna penina, ne, peneče vino, in pa obvezno tudi mora biti kakšen sok, ali pomarančni ali jabolčni sok, to je nekje priporočljivo. Mojster Vlado, zaenkrat lepa hvala za začetek, da smo izvedeli, kakšen bo potek dogajanja tukaj okoli praznične slovesne mize. Spoštovane gledalke in gledalci, razumeli, sedaj torej gremo po predjed in to bodo kanapeji. Evo, prihaja najna predjed. Natakar Sandi prihaja. Tako. Takole, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Takole. Krasni kanape. Kanape, ja, to pomeni majhni prigrizek. Več je kaj, ne? Različni, takole. Preden odidete, Sandi, še tole vprašanje. Kaj se lahko postreže kot aperitiv ob kanapejih, ob predjedi? Ob kanapejih, ki so ponovadi, raznovrstni, najraje imajo eno, prijetno penino. Največkrat, sploh v prazničnih dneh je to, kakšna taka plemenita rozje penina, ki je, penina telesa, duha, svežine in ljubezni, ki, združuje vsega, tako pisana, kot je, krožnik pred vami. Kateri kozarec se nalije? Bolj kot je, mogočna se, ne več penina naliva v kozarec za penino, marveč v kozarec za vina. In bolj kot je bogata, se lahko natoči v čim večji kozarec, kot je tale. Bolj kot je lažja in sveža, se v nekoliko ožji kozarec, da skratka zadiši. Bolj ko je bogata pa polna, pa da se ona fino bleže in pokaže tiste svoje. Krasno. Najlepša hvala za enkrat. Prosim. Potem vas bomo spet povabili za glavno jed. Gotovo nam bo teknilo. Mojster Vlado, kako so se pripravili ti kanapeji? Na kak način? Bistvo je vedno... So vloženi kruhki? Ne, vloženi kruhki pomeni so večji. So večji, to moramo vedno razlikovati. Pomeni, vloženi kruhki so nekje 3 do 4 grižljaje, kanape pomeni 1 do 2 grižljaja. In kanape pomeni, da jih lahko res različne pripravimo. Tukaj imamo z lososom, tukaj imamo kaviar, imamo rdeči in črni kaviar, potem imamo pršut z melono, potem imamo tunkine zvitke z kislim zeljem, potem imamo suho salamo in pa potem imamo take namaze, ki nam dajo eno tako široko paleto, ki jih lahko pripravimo, take namaze, to pomeni z lososom, z siri, različnimi splemenitvijo sirja, to pomeni z gorgonzolo, roquefordom. Osnova je nekje skuta, maslo in pa ta osnovna potem sestavina, po kateri imenujemo, tako kot smo rekla, naprimer losos. In potem to lepo brizgamo, dekoriramo in to lahko naredimo res paleta teh kanapejev pride v bistvu do izraza, ko se potrudimo, da imamo najmanj 10, 12, celo 15 različnih vrst kanapejev in ko jih potem lepo na ploščo naložimo, kajti kot predjed ponavadi strežemo
kar na ploščah, ni treba da porcijsko in potem pride lepo do izraza, ko imamo tako polno različnih teh kanapejev. Ali je pršut med vsemi temi kanapeji tukaj verjetno ena najbolj znanih, najbolj priljubljenih predjedi? Pršut je nekje tradicija, da prevladuje. Bolj mislim, da včasih, ko tega bilo manj. Zdaj danes, ko imamo čez celo leto tega ogromno na razpolago, se mi zdi, da pršut ni več tista glavna sestavina teh predjedi, ampak je kar pestro. Mislim, da se dosti lažje odločimo za kakšne bolj lahke ali pa ponavadi vedno iščemo nekatere izdelke ali pa kanapeje, če govorimo o kanapejih, ki jih ne poznamo in jih mogoče imamo možnost probati in še jih ne poznamo, tako da ponavadi se bolj odločimo za takšne stvari. Drugače pa ena taka pestra izbira za eno domačo, tako praznovanje. Tukaj bi še lahko dodala tatarski biftek, ki bi ga tudi enostavno lepo pripravljane na takšnem majhnem kruhu, je tudi nepogrešljiv v teh dneh. In še, tukaj ne smemo pozabiti tudi na ljudi, ki pač ne uživajo mesa, to pomeni, da se moramo jim ponuditi kakšne zelenjavne, potem iz sirov in iz teh različnih. Tukaj zelo lepo bi lahko dala tudi namesto tega lososa, na primer, bi lahko dala en majhen cvet cvetače, majhen cvet brokolija, kakšen baby korenček in bi spet dobila en taki lepi kanape. Tako da ta paleta je res neizmerna, tako da Poskusiva. Bomo poskusila, tako da mogoče še samo rečemo za nekje na osebo računamo predjed nekje najmanj 4 do 5 takšnih majhnih kanapejev, tako da si seštejemo doma, če imamo na primer 100 gostov, vemo, da bomo morali kar nekaj časa, kajti takšni majhni kanapeji nam vzamejo kar precej časa. Sicer pa verjetno pri tako veliki paleti jedi, ki se uporabijo pri tako slovesni večerji, so porcije manjše, za vsako jed. Ja, moramo pa tudi nekaj paziti, seveda so, ampak če imamo tu družbo, ki bomo rekla, da se bo zabavala, kajti zato je namen tega, se dost pleše, giblje, pomeni, da moramo vedeti tudi, da se ta normativ ne sme se kar malo zviša, kajti vemo sami, če se dost gibljamo, tudi bomo nekaj malega popili zraven, kakšno dobro kapljico in potem ta normativ v bistvu ni dosti manjši od nekaj normalnega. Ne vem, kje bi začel. V bistvu takole enostavno na bodalci zelo primerno z tega vidika, kadar je postreženo nekje na ploščah, pomeni, da ga primemo lepo za palčko in ne bomo se dotaknili drugih. To pomeni, da drugi gostje, kadar je to servirano na ploščah, enostavno ne bodo rekli, da se nekdo. In potem si enostavno takole pomagamo in ga enostavno pojema. Tako. In pomeni, rekli smo 2 grižljaja in 2-krat damo v usta, če smo pridni tudi enkrat in to je to. Dober tek. Gospod Mlado, sedaj, ko sva pospravila te krasne kanapeje, razmišljam, kaj pa ob navadnih dnevih, denimo, da ni tako slovesen pogrinjek, slovesno pripravljena jed, kot je za silvestrsko večerjo. Za bolj navadne dni, kakšna predjed, se tudi uporabljajo kanapeji? Seveda, kanapeji je široko se uporablja, drugače pa enostavno lahko samo eno izmed teh sestavin, ko smo imela kakšno dobro meso iz tunke, ki mislim, da je vedno doma na deževje, na razpolago, potem kakšna domača salama, suha, ali pa če se slučajno ukvarjamo s kakšnimi siri so dobrodošli, to pomeni kakšni liptavarski ali pa te mladi siri.
To tako, da se vedno najde, ni nujno, da je to lahko, pa eno izmed teh živil uporabimo tudi za predjed. Tako da. Sedaj že čakava na glavno jed. Rekli ste, da ste pripravili kar nekaj različnih stvari, kaj ne? Seveda, jaz mislim, da bo ta glavna jed kar tudi ena za oči lepo. Evo pravkar prihaja, bomo si kar pogledala, kaj smo vse pripravila. Hvala. Tako, hvala. Zdaj bomo kar izkoristila priložnost in bomo povprašala Sandija, kaj bi k temu, naprimer, če bi imeli za glavno jed samo goveji file z tartufi, kakšno vino bi zraven ponudili? Tako, govejemu fileju za tartufi načeloma, bom rekel, kot goveje temno meso, načeloma ponudimo rdeča vina, ker so zraven v spremljavi tartufi in pa omaka. Potem vsekakor bomo posegli po rdečem izjemno bogatem izraznem vinu. Mogoče, če pogledam v to okolje tukaj, kjer smo danes, bi vam ponudil eno prijetno modro frankinjo letnika 2006, 24 mesecev zorjena v hrastovem sodu. To je tista, bom rekel, res ekstremna, nežno kosmata, že bom rekel, z zrelimi tanini, ki bom rekel, deluje malo sladkejše in se potem v ustih to prijetno razvije. In v kateri kozarec bi nalili to vino? Kozarec. Največji? Največji. Super, hvala lepa. Potem k račjim prsam bi nam ponudili. K račjim prsam vsekakor, nekoliko bom rekel, ker so kot samostojno pečena. Se ponudi tudi rdeče vino, ampak bom rekel, kadar je, bom rekel, brez omake, je nekoliko lahko lažje rdeče vino, se pravi leto dni staro, kako modro frankinjo, modr pinot letnika 2008, bi se tukaj zraven ponudil, če pa kako slajšo omako, pa tudi lahko prekoračimo, bom rekel, pravilo in ponudimo eno belo zorjeno vino, ki je tudi nekoliko starejše, to so ponavadi kakršnekoli zvrsti iz 2 ali 3 sort, ene, ki delujejo sladkejše, druge bolj polno, ene pa bolj živahno in taka vina natočimo v sosednji kozarec, ki ga imamo tukaj, tistega malo kozarec za račja prsa. In ostane še nama piščančje meso, pomeni ocvrte piščančje roladice z bučnimi semeni. Tukaj pa bi dobila za pit medva. Tukaj pa bi dobila nekaj izjemno svežega, mladega, kaka zelo lahka vina, taka, ki bom rekel v okusu človek bi rekel še, kajti tudi piščančje meso je izjemno nežno in pa lahko. Zraven bi ponudili kaki savignonček, kaki suh laški rizling in tudi kaki sivi pinot, bi bil čisto nič napačen. Kozarec za piščančje. Hvala lepa, meni se že zelo sline cedijo. Takole, gospod Vlado, 2 različna pribora sva že uporabila, tako, sedaj na vrsti tretji. Tako, za predjed in za juho, če bi imeli, tako da zdaj nama kar veliki nož, velika vilica in enostavno začnemo uživati. Kako po vrsti uživati to meso? Ponavadi uživamo po vrsti takole, katera jed nam je na oko že najbolj prisrčna, najbolj nas videz nekako pritegne, tam začnemo, ne? Zato ker vedno bomo uživali tiste jedi, ki bodo nam najboljše, ne? Zato ker če bomo se najedli, bo nam ostalo tisto, ki nam je bilo na krožniku najmanj všeč, ne? Tako da bomo sigurno začeli pri tistem, ki nam je ali po vonju, ali po videzu nekako najbolj všeč. Tako da kar dober tek in hvala, enako. Pa lahko stavimo, ne? Tako, treba je probati. Nekaj posebnega.
Na kakšen način je pripravljeno to V meso bistvu račje te prsi? račje prsi so malo marinirane, to pomeni, da so malo uležane in potem jih samo lepo na žaru popečemo lepo z ene in druge strani, tako da še znotraj ostane tako lepo sočno meso, da ni prepustno. Zelo sočno. Tako. Tole je perutnina. To je perutnina, ja, piščančja ocvrta z bučnimi semeni, tako da je tudi, če ni, ne smemo pač ga preveč speči, da ostane lepo sočno od znotraj, ne. Kako se to zavije? V bistvu to malo truda je že potrebno, pomeni, da si vrežemo lepi zrezek piščančji, ga malo narahlo potolčemo, ga začinimo, potresemo sesekljana bučna semena in ga lepo zvijemo in potem paniramo. Paniranje je lahko različno, pomeni samo v drobtina, lahko v drobtina še dodamo kakšen sezam ali podobno. In potem enostavno samo odcremo v vroči maščob. In tule, zraven? Tule imamo lepo bučke, na žaru pečene in pa papriko in pa sveže šampinjone, nekaj lahkega. Tukaj pa imamo zdrobove ocvrtke, tole sredinsko, tole z kostanji, k masi smo dodala malo kostanjevega pireja in ima taki nežen okus po kostanji. Tako se mi zdi zelo dopolni okus vsega ostalega. To kostanjevo gre ko vsako meso? V bistvu gre bolj k meso, katero meso ima malo omake. To pomeni, tam gre pač bolj Torej bi pri tem? nekako. Pri tem, ja, pri govedini pomeni, da je bolj zato, ker ima malo omake. Gospod Vlado, vidi se, da ste res mojster. Tako, zdaj bomo to pojedla in potem še sledi, seveda, kraljevsko sladica. Sladica in zaključek. To bo to. Ja, hvala. To je bilo sedaj krasno. Glavna jed, torej račje prsi, piščančji file in goveje file. Kaj je bilo z govejim filejem? Bil je nekako bolj na polovico pečen. V bistvu govedina, če hočemo jesti kvaliteten goveji file, ga nikoli ne smemo prepeči. V bistvu pomeni, da ga moramo v bistvu rečem medium, ne, ali pa srednje prepeči. To pomeni, da je res meso od znotraj sočno, kajti govedina je eno živilo, ki ima obstojnost, ki vse lahko uživa presno. Vemo, da če jemo tatarski biftek, jemo popolnoma surovo, tako da ni niti malo toplotno obdelano. Tukaj pa je toplotna temperatura vseeno preseže nekje 50 stopinj, tako da je tudi že toplotno obdelano, tako da je manj nevarno, kot pa če jemo kakšen tatarski biftek. Pomeni, pri govedini moramo vedno biti pazljivi, da se nam slučajno zgodi, da ga prepečemo, pomeni, da smo uničili to kvalitetno meso, je zelo pusto in potem je res škoda. Boljše, če ima za odtenek manj pečeno, kot pa bolj. Tudi račja prsa so eno izmed takšnih živil, ko moramo paziti na toplotno obdelavo, tudi tukaj so že prej marinirana, začinjena in jih res lepo upečemo. Kaj ti pomeni, če se nam zgodi, da preveč, je to meso preveč, tako bi lahko rekli, ne žilavo, ampak težko zauživati, kaj ti ta soko izteče, ga ne moramo z ničim drugim nadoknaditi, pomeni, da bi lahko jed izboljšali, ampak pade na kvaliteti zelo. Torej, goveji file v sredini lahko ima še malo rdečega živa. Mora biti, v bistvu ne da lahko ima, mora biti. Mora biti. Če je medium, tako kot pravite. Ja, zdaj res je, da eni nimajo tega radi, ti bodo pač rekli čist enostavno, tudi gostiteljev nič ni narobe, bodo rekli,
oprostite, jaz pač nimam rad tega in bomo tudi pripekli, ne? Tako da nič ni narobe tole, ne? Tako, evo, prihaja že najna sladica. To je torej še zadnji korak. Tako, tukaj tudi smo izbrala sladico Šarlota, pomeni, da lahko si pripravimo prej, tako da nam, da nam ostane čim več časa za potem tiste zadnje trenutke. In sedaj še bomo slišala, kaj bi pa k tej najni sladici bilo primerno postreči, kakšno vino spada tukaj zraven. Bomo še našega Sandija vprašali, kako malo pazimo, da stopnjujemo tudi vina, da ne bomo nekje, tako kot smo rekla, jedilnik začnemo sestavljati pri glavni jedi, pomeni, da tudi vino moramo nekje, če imamo več vrst, bo nam sigurno povedal neke zakonitosti, ki pač spadajo tu zraven. Takole, z veseljem vam predstavljam vino k današnji sladici. Za ta dogodek, bom rekel, posebej izbrano vino pod blagovno znamko Pulos.g. In seveda, ker smo pri sladici, smo izbrali seveda sladko vino. Ponovadi jedilnike začenjamo z suhimi vini, pa bom rekel, jih lahko peljemo potem vedno bolj slajšim, ali pa bom rekel od lažjih k težjim in tako naprej. Kaj se skriva v tej čarobni steklenici, če smem nadaljevati? In njej se skriva normalna oziroma sveža trgatev rumenega muškata. Zraven se skriva vino sušenega grozdja šardoneja in barjenskega rizlinga, ter tista najplemenitejša kakovost suhi jagodni izbor, ki je pripravljen iz šipona. Z vrst 4 različnih vin, 4 različnih stilov, združeno v eno celoto ali bom rekel poimenovane sladke sadnike iz Ptujske kleti. Krasno, hvala lepa. Bomo probali, kaj je to dobrega, ne 4. Bova za konec nazdravila. Seveda. Hvala lepa. Hvala. Tako, mislim, da smo se kar najedla in tole pa je nekaj dobrega. Gospod Vlado, povejte mi sedaj, razumem, zakaj so silvestrovanja tako draga? Se strinjam, ne, silvestrovanja in mogoče ne samo silvestrovanja, ampak posebni dogodki, naj si bodo to, kot smo že rekla, tudi kakšni drugi, so malo dražji, zato ker vedno takrat moramo ponuditi, kot smo že nekajkrat omenili, nekaj nevsakdanjega, nekaj malo drugačnega, zato ker si nas v bistvu potem naši zapomnijo, ti gostje, vedno bodo rekli ali pa si spomnili, tam smo pa ali kakšno dobro jed jedli, ali kakšno dobro vino pili in bo še to zagotovo par let nas spremljalo, da bodo se nas spominjali kot dobrega gostitelja, tako da se splača potruditi. Sladico bi snedal po tem, ko se bo izključila kamera, da gledalci ne bodo videli, kako hitro jo pospravim. Se strinjam. Tako se vam lepo zahvalim za to predstavitev. Gotovo je to bil en dober predlog našim gledalkam in gledalcem, ki še niso najbolj natančno vedeli, kako pogostiti svoje goste v najdaljši noči v letu. Kako boste na Ptuju praznovali? Jaz bom rekel enako, upam, da bodo našli v tej današnji predstavitvi kaj uporabnega, da bodo lahko si malo spomagali s temi našimi nasveti, ki smo jih danes delila in da jim uspe ta njihov dogodek in da jim res uspe. Mi tukaj na Ptuju, kot samo tukaj ne bomo praznovali, bomo pa na enem drugem dogodku. Najlepša hvala.
Tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lepo postrezite vaše goste. Dober tek.